Zdaj stojim sredi resnično zgodovinskega trenutka za severni Izrael. In te besede ne uporabljam zlahka, saj so za menoj 53 lokalnih oblasti županov, vodji regionalnih svetov in vodji regionalnih povezav z vsega severa te države pravkar podpisali eno skupno listino. Imenuje se Next Bay 53 Zveza mest, kakršne v Izraelu še ni bilo. V bistvu podpisujejo zavezujočo zavezo, da bodo delovali kot enoten regionalni blok. Ideja je združiti svojo politično težo, gospodarska sredstva in odnose, da bi skupaj sledili razvojnemu programu. To pomeni, da ne bo več 53 različnih mest, ki bi vsako posebej trkalo na vrata Jeruzalema in se borilo za svoj delež. Od danes naprej govorijo z enim glasom. In katalizator za vse to je IMEC. To je Indijsko-srednjevzhodno-evropski gospodarski koridor. To je povsem nova svilna cesta, ki naj bi povezala Indije prek zalivskih držav v Izrael in nato naprej v Evropo. In ta koridor poteka skoraj popolnoma vzdolž območja, kjer teh 53 mest domuje, od pristanišča v Haifi na Sredozemlju naravnost do jordanske meje. In ta mesta niso le blizu koridorja, ampak so v njem. In zato se zavezujejo, da bodo skupaj privabljali mednarodne naložbe, ustvarjali zaposlitvena območja ter gradili partnerstva z vladami in podjetji v tujini. To je zato, ker so običajno, ko je napovedan takšen megaprojekt, lokalni župani zadnji, ki izvejo zanj. In to, kar teh 53 mest danes v bistvu sporoča, je ne tokrat. Želimo biti vključeni že od začetka. In ko pogledate to regijo, njeno raznolikost, judovske, arabske, beduinske, druške skupnosti, tukaj ne govorijo samo o trgovskih poteh. Predstavljajo model, kako lahko regionalno sodelovanje dejansko izgleda. Vemo, da so bile že prej dane velike obljube o razvoju severnega Izraela, zato bomo morali res počakati in videti, kako bo tokrat drugače. Ostanite z nami za celotne intervjuje in daljšo zgodbo o tem prihodnji teden. Sem Nataša Kirčuk in poročam iz zaliva Haifa.